En lep začetek tedna vsem, ki nas spremljate iz Mladinskega centra Hrastnik. Moje ime je Klavdija in danes nadaljujemo s klepetom finalistk Slovenske note 2020. Na vrsti z mano bo danes Iza Vibat. Samo trenutek. Zdravo. Živjo, se slišimo. Ja, Kako si? v redu. Mi smo imeli malo težav sicer z internetom, no, bomo pa tukaj. V glavnem, kako ti preživljaš počitnice? Super drugače. Kaj ti počneš vse? Pa malo se s prijatelji družim, pa z bratoma, pa ja. Si bila kaj na dopustu že? Ja, bila sem na otoku Vir na Hrvaškem. No, super. Odlično. Iza, Petra se učiš pri profesorju Sergeju iz šole Orfeus, ki te pridno spremlja na tvoji glasbeni poti. Kakšen je kot učitelj? Kot učitelj je super fajn. Ima zelo zanimive in zelo učinkovite tehnike učenja in pač vem, da mu lahko zaupam, pa pač je, da res, ne. Wow. Koliko časa? No, in Ja, kar nadaljuj, oprosti. ne, kar. Koliko časa te že poučuje petja? Poučuje me že 3 leta pa pol. Opazila sem tudi, da šolo petja niste aktivni samo v Sloveniji, ampak veliko tudi potujete. Nekaj časa nazaj ste bili v Estoniji na pevskem taboru. Kako je bilo pa tam? Super, so zelo odprti ljudje in zelo prijazni in se res lahko vredno pogovoriš z njimi. Na Instagramu sem videla tudi, da igraš piano in ukulele. Si morda kdaj hodila v glasbeno šolo tudi? Še vedno hodim v glasbeno šolo in se učim klavir. Ukulele pa sem se naučila doma. Se pravi, čisto sama. Ja. Kaj še poleg petja in glasbe rada počneš? Rada se družim s prijatelji, rada se vozim z rolko, z rolerji. Se pravi, imaš tudi rada bolj športne aktivnosti. Ja. Letos smo imeli že kar nekaj ogromno dogodkov pa nastopov z slovensko noto, pa me zanima, kaj bo tisto, kar ti je bilo najbolj ostalo v spominu, oziroma kaj ti je najbolj pri srcu? V bistvu mi je vse, ker je res neka nova izkušnja in ne bi mogla zbrati, kateri dogodek mi je bil najbolj všeč. No, glede na to, da se pa vztrajno približuje tudi finalni večer, ki bo 5. septembra v Delavskem domu Hrastnik, me zanima, če se že kaj pripravljaš na to? Ja, se že pripravljam. Se pravi, vadiš pesem, kaj jo boš pela? Ja. S katero pesmijo boš pa predstavila? Dan najlepših sanj od Regine. No, mi se že veselimo, da te slišimo. Dobili smo pa tudi nekaj vprašanj gledalcev. Naprimer, Majo zanima, kaj te je pripeljalo do tega, da si začela peti? No, ko sem bila mala, sem zelo rada pela in potem je bilo na naši šoli organizirano neko tekmovanje in sicer otroci pojejo slovenske pesmi, če se prav spomnim. In sem od takrat potem začela hoditi tudi k Sergeju se učiti. In ja. Se pravi, že od osnovne šole v bistvu poješ? Ja. Anjo, na primer, pa tudi zanima, s katerim glasbenikom bi v prihodnje rada nastopala oziroma sodelovala? Mislim, da Evo Boto ali pa Nino Pušlar. Nušo pa zanima, če si bila že kdaj kje na kakšnem tekmovanju? Ja, bila sem že 2-krat na Blejskem zlatem mikrofonu. Sodelujem na tekmovanju, mednarodnem internetnem tekmovanju na Malti. Bila sem pa tudi že v Brežicah. Se pravi, je že kar lep
veliko tekmovanj za tabo, v bistvu, in nastopov. Ja. Tako da tudi nimaš veliko več treme zdaj. Ker z vsakim nastopom se laže. Ja, ampak imam jo še vedno, ker pač enostavno je še nisem tako dobro premagala. Ja. Zdaj pa te povabim, da gledalcem nagovoriš, zakaj naj te spremljajo na finalnem večeru in glasujejo zate. Glasujte za kogarkoli vam bo všeč. Če bom to jaz, bom zelo vesela in če bom to jaz, glasujte pod številko 4. Najlepša hvala, Iza, za tvoj čas in pa srečno na finalnem večeru. Mi pa se vidimo jutri, ko bo z nami finalistka Leara. Do takrat pa, čau! Adijo! Čau!